On je ljubil muziko, petje, neskončno. To je bilo njegovo življenje in familija. O tem, kako slaven dejansko je govoril potem njegova dela, njegovi učenci, njegovi študenti, in to mi je bilo pomembno. Leta 1951 je pri Državni založbi Slovenije izšla knjiga Ada Darjana, Šola lepega petja. Vedno je prepeval doma, prepeval je v kuhinji, prepeval je na stranišču v kopalnici. Ado Darjan je rojen v Šempetru pod Svetimi gorami, kjer je ljubezen do petja morda najbolj vrojena v slovensko ljudstvo in kjer med prelepimi vinogradi raste rod, ki ima med Slovenci morda najbolj smisla za vse, kar je lepo. S temi besedami so v časopisu Slovenec opisali rojstni kraj Ada Darjana ob 10-letnici njegovega umetniškega delovanja. Zanj pa so zapisali, da nas je zapustil kot nasmejan fant in se vrača med nas kot ravno tako nasmejan, a dozorel umetnik. Maja 1895 se je rodil v stari stavbi osnovne šole Bistrica ob Sotli materi Antoniji, rojeni Flis, in očetu Emeriku Moricu. Prav tega leta so tukaj v Bistrici ob Sotli zgradili novo, 5-letno osnovno šolo. Njegov oče je bil tukaj imenovan za nadučitelja in v 28 letih vodenja tukajšnje šole je veliko pripomogel tudi k razvoju kraja. Morici so bili glasbena družina. Oče Emerik je igral klavir in violino. Mama Antonija, ki je bila pred materinstvom prav tako učiteljica, je igrala citre. Starša sta imela 5 otrok. Petje je najbolj povezovalo družino. A zanimivo, Emerik igranja glasbil ni želel naučiti svojih otrok, ker je menil, da glasba ne more biti dobra popotnica za življenje. Tako je starejši sin Max se na Dunaju izučil za zdravnika, mlajši Ado pa prav tako na Dunaju za pravnika. Kljub temu ali pa prav zaradi tega sta se v svet glasbe podala oba, ter postala tudi v tujini priznana operna pevca, oba tenorja. Spomine na svojega očeta Ada Darjana začenjam z besedami Nobelovega nagrajenca za literaturo Jona Fosse. Mrtvi spregovorijo preko živih. Moj oče je bil pokončen mož, človek odprtega srca, širokega obzorja. Bil je skrben in ljubeč mož in oče. Neizmerno delaven in študiozen. Učil se je 5 evropskih jezikov, tudi madžarsko, kot mladi pravnik v Murski Soboti. Bil je zelo skromen. Zato je tudi slikarju Božidarju Jakcu odklonil, ko ga je želel portretirati z besedami: Božidar, nisem nobena diva. Imel je tudi pesniško žilico, zajahal je Pegasa in tako popestril družinska slavja. Njegovi spomini na domači kraj, predvsem na svojo mamo. Ko je bil v gimnaziji v Mariboru, sta starša poslala kočijo ponj na Bizeljsko in hkrati je poslala tudi steklenice z vročo vodo, na katerih je držal svoje noge, da mu niso zmrzli prsti. In ko je bil na Dunaju leta 30 angažiran, pa je prihajal k mami na obisk, pa je enkrat pristal pri prijateljih, ne vem, Zorenču ali nekomu drugemu, in je deževalo in mu je rekel: Adolf, ostani pri nas prenoči, boš jutraj odšel. Ne, če bi prekle padale, gre k svoji mami. In ko je stal pod gorco, je že ona zaklicala: Adolf, Adolf, Adolf. Svojo mamo je izredno ljubil. Imam tudi njegove pisma, ki je napisal pesem za materinski dan v maju, v mesecu.
da majko, ki nas je rodila, v trudu ljubezni nas vzgojila, bi mnoga leta čuva Bog, to želje njenih sootrok, prosili bodo blagoslova, hvaležna hčerka in sinova. Ado Darjan, slovenski pevec in pa pedagog, je svojo umetniško kariero praktično začel leta 1924, ko se prvič predstavil slovenskemu občinstvu, in sicer v operi Kavallerija Rusticana. Zdaj, kritike so mu namenile veliko pozornosti, kar mu je dalo najverjetneje dodatnega zakona, da potem čez nekaj let se odločil, da bo opustil službo v državni upravi, se posvetil še dodatnemu pevskemu izobraževanju, ki ga je potem dokončal leta 1927 in nato dokončno se posvetil izključno umetniški karieri. Zanimivo je to, da že v času študija so ga opazile marsikatere operne hiše in potem po koncu študija tudi so želele, da se jim pridruži. Med drugim operne hiše v Nemčiji, v nekdanji Čehoslovaški in pa v Švici. No, seveda se potem odločil za svoje prvo operno mesto, sicer na Češkem v Teplitz-Schönau, kjer sicer sprva se ni počutil najbolj domačega, ampak proti koncu leta 1927 je ugotovil, to je to. In od takrat naprej tudi kritike so ga zelo toplo sprejele in ugotovil, da je sprejel pravilno odločitev, ko je pustil uradniško službo in nekako zajadral v umetniške vode. Deloval je v marsikaterem mestu, torej po današnji Nemčiji, tudi po nekdanji Prusiji, tudi v Avstriji in po drugih mestih. Sicer pa je prišlo potem tisto leto 1938, ko je moral Nemčijo zapustiti, vrnil se v Ljubljano, kjer je sicer sprva nekaj časa delal ponovno v uradniški službi, glede na to, da je najprej dokončal študij prava. Čez 2 leti 1940 pa ga je na pobudo oziroma željo pesnika Otona Župančiča so ga povabili na mesto generalnega tajnika Slovenskega narodnega gledališča. To leto je tudi postal profesor na glasbeni akademiji, torej danes Akademija za glasbo, in pa tudi profesor na srednji glasbeni šoli, torej profesor solopetja. Takrat se je nekako začela njegova pedagoška pot. So bili pa težki časi v Nemčiji in tudi po letu med vojno v Ljubljani ni bilo prijetno. Leta 1941, ko je bil generalni tajnik opere in drame, mu je uspelo pripeljati rimsko opero z Benjaminom Giljem in Marijo Canilio, ki sta gostovala v ljubljanski operi tedanje okupirane Ljubljane. Med vojno so dobili za gledališče usnje, blago, za kostume, za čevlje in vse to so pošiljali partizanom. Na kar so Nemci to ugotovili in so mu zagrozili, da bodo zaprli gledališče in tudi njega. Kulturniki so se borili. Ni bilo lahko preživeti med vojno in ohraniti gledališče in kulturo. Zdaj seveda njegova prva opera, v kateri se predstavi, torej Kavallerija Rusticana, sicer pa nastopil v vseh večjih vlogah lirskega tenorja, med drugim tudi Cavaradossi v operi Tosca, Vojvoda v operi Rigoletto, Alfredo v operi Traviata in pa praktično v vseh večjih operah se je Ado Darjan predstavil. Kritike so pa zelo odmevne, vsi so ga praktično zelo hvalili.
čeprav tudi sam vedel, da kritike so včasih malce preveč povzdignile, ko sam ni bil najbolj zadovoljen, ampak so ravno kritike potem nekako dvignile, da je potem nadaljeval in pa postal še boljši, kot je bil. Iz njegovega dnevnika, ki ni dostopen javnosti, lahko razberemo, da je bil Darjan izjemno samokritičen, da je nenehno opazoval, kaj se dogaja z njegovim glasom, tudi v primerih, ko so kritiki v časopisih, v medijih hvalili njegove nastope, je sam potem zvečer doma zapisal, kaj ga je motilo na njegovem glasu, kaj ni bilo dobro, kaj mora izboljšati. Torej, ta samorefleksija se pri Darjanu na eni strani izraža iz njegovega dnevnika, na drugi strani pa je to opazovanje zlil potem v ta njegov pedagoški priporočnik. Zanimivo je, da po skoraj 70 letih, več kot 70 letih, ta šola še vedno ostaja pravzaprav edini pevski pripomoček v tej obliki, v takšni obliki do danes. Se pravi, pomanjkanje gradiva za pouk petja je še danes pereče vprašanje. Darjan se je tega dela lotil potem, ko je zaključil svojo pevsko kariero kot uspešen tenorist na evropskih odrih. Leta 1940 je sprejel na Akademiji za glasbo v Ljubljani profesuro za petje, hkrati pa je poučeval tudi na srednji glasbeni šoli in ta učbenik bi nekako lahko smatrali za plod njegovega pedagoškega dela. Znan je te izkušnje, da je lahko napisal to delo nekako konec 40 let, pridobil že v času svoje kariere kot poklicni pevec, kot odrski operni pevec. Ado Darjan je bil doma in v tujini zelo priznan in ugleden operni pevec, kasneje pa priljubljen in izjemno strokovno podkovan glasbeni pedagog. Njegova največja zapuščina, kolikor sem jaz ga začutil preko vseh kritik, so ravno njegovi učenci, njegovi študenti petja, ki je vsakemu zapustil delček sebe in so potem ti njegovi učenci tole prenašali dalje v opernih hišah in pa dalje tudi kot pedagogi. To so pa karte, ki so jih pisali njegovi učenci njemu vedno, iz celega sveta. Neče Plahuta, on je bil v Augsburgu pa v Mariboru. Rajko Koritnik, Valerija Hebel, ona je bila v Beogradu, Gogo, to je pa bil v Makedoniji. To je Rožica Jugovac, ne vem, iz Moskve. Čeprav je Bistrico ob Sotli zapustil že v rosnih letih, je navdušenje nad domačim krajem prenašal tudi na ženo in otroke. Družinski obiski so se navadno začeli z obiskom maše na Svetih gorah. Po vojni 22. avgusta 1959 je Ado Darjan na Svetih gorah zapisal: po 24 letih smo se zbrali na Svetih gorah Šempetrani, vedri in dobre volje ter zvesti šempetranskim tradicijam. Na Svete gore smo hodili, najprej smo se tam dobili za Šempetrani, doktor Kohnec je prav mašo, potem smo šli po Šempeter, od hiše do hiše. Da smo se v 2 dneh, sem se jaz pa 2 kile zredila. To so posoljubni kot Šempetrani. Tega se ljudje ne zavedajo, kako pomembna je familija. In to je moj očka vedno negoval in moja mami. Ko je odpel zadnjo predstavo, drug dan sta že sedela na vlaku in domov v Ljubljano. Na trgatev v Bistrico ob Sotli je prihajal vse do svoje smrti, ki je nastopila 3. januarja 1966. Ob njegovi smrti smo prejeli 158 pisem sožalja. Profesor Janko Lavrin, literarni zgodovinar, esejist, publicist, pesnik, pisatelj,
prevajalec, piše iz Londona. Žalostna novica me je tem bolj pretresla, ker sem smatral pokojnega gospoda profesorja za enega najbolj simpatičnih in plemenitih ljudi, ki sem jih sploh poznal. In Božidar Jakac, nikoli ne bi pričakoval, da bo ta vedno veseli, prisrčno nasmejani obraz nenadoma onemel. To in še več so spomini na dobrega očeta. Spomin je skrinja, kjer je skrit zaklad mojega otroštva in mladosti. Družinski vinograd je prodal očetu Francija Černilča. Franci, glasbenik in kipar, je leta 2015 izdelal portret, ki so ga na pročelje stare šole v Bistrici ob Sotli postavili ob 120. obletnici Darjanovega rojstva. Ado Darjan je bil izjemen operni pevec in navdihujoč pedagog, ki je s svojim kulturnim delovanjem obogatil evropski kulturni prostor in svoj rojstni kraj Bistrico ob Sotli.